Dobrodošli v Šokestu. Moje ime je Petra Kalan in to je še vedno edini slovenski podcast, ki ima ime bolj šokantne vsebine. Danes je v moji družbi človek, ki mu je uspelo pred televizijske ekrane prikovati staro in mlado, ki je iskal talente, še preden je bilo to popularno, in je v Slovenijo privabil zvezde, ki so polnile dvorane in v jok spravljale oboževalce. Z mano je ljubitelj barvnih suknjičev Stojan Abalj. Ja, Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni, hvala za povabilo. Ja, hvala, ker ste se tako hitro odzvali. So kar delovni teli dnevi, tedni za vas, ne? Na nek način smo se odločili, da po toliko letih ponovimo to, kar si pravkar povedala, da vrnemo nazaj Slovenkam in Slovencem malo tega evropskega pridiha. Takrat, ko sem jaz delal te oddaje, je bila podobna situacija, propadala so številna podjetja, denarja ni bilo in ljudje so ob večerih pogrešali malo tega glamurja. Zdi se mi, da ga pogrešajo še zdaj, vse kar se reakcij tiče. Mnogi nam namreč pišejo, super, da prihajate nazaj. In seveda, ljudje so željni morda še kakšnega drugačnega, šova ali zabave, kot pa samo realistični šovi, ki jih pač ta trenutek je v eni poplavi, ki pa seveda po moji oceni seveda imajo tudi negativne učinke. In takrat sem jaz hotel vendarle Slovenijo dvigniti na en malo višji nivo. Namreč bila je pač situacija v Sloveniji vse na nek način prestiž ali pa highlighti so bili projekti, kot je bila Košnikova gostilna. In takrat smo mi želeli ravno obrniti tisto, kar so takrat govorili, da je nemogoče, da se ne da. In podobno to danes govorijo, nič se ne da. Da pa vendarle se da, če je dobra volja in če seveda so ljudje pripravljeni se pri tem seveda tudi angažirati. In oddaja Poglej za den je bila nesporno po rejtingih rekord v Sloveniji in še danes je. Mislim, da je bil rekord skoraj 68% vseh Slovenk in Slovencev gledalo oddajo. Takrat smo malo drugače delali rejtinge kot danes. Danes seveda rejtingi povedo številke glede na tiste, ki gledajo televizijo. Takrat smo pa govorili o absolutni številki. Vseh, ki bi imeli možnost. Tako. Torej, prosila sem vas, se bova še vrnila k oddaji Poglej za den, seveda, zato ste tudi danes tukaj, ampak prosila sem vas pa, da sabo prinesete 3 osebne predmete, ki vam veliko pomenijo in ne moramo zdaj mimo tehle stvari na mizi. Če kar povejte, kaj ste prinesli. Prvi je nesporno Viktor, ki ni edini, ampak ta mi je posebej drag pri srcu, bom tudi povedal zakaj. Ker mi ga je podelil človek, ki ga sem sam zelo spoštoval in seveda ga še danes, čeprav ga nažalost seveda ni med nami, govorim Matjaž Tanko. On je bil taka zame, ko sem bil mulj, ena taka legenda, že takrat je bil meni zelo en tak impozanten voditelj. In če ti tak človek izroči Viktorja za najbolj popularnega, najboljšega televizijskega voditelja, to ima malo večjo težo, kot pa če ga kar tako dobiš. In ker mi ga je on podelil, sem toliko bolj seveda spoštoval to, da mi ga je tak človek dal v roke, mi čestital. In to mi je seveda pomenilo neko priznanje, ki so se ga nekateri v času, ko smo seveda to vrstne prireditve v Sloveniji še imeli. Mi smo podeljevali te Oskarje vsako leto. Meni je bilo to vendarle neka, glamurozna noč, ko so prišli skupaj, recimo temu, vsi medijski ljudje, dali priznanje nekomu za nazaj, za neko preteklo delo, za neko zgodovinsko ustvaritev in hkrati seveda tistim, ki so bili takrat na sceni. Tega danes ni več. Se vam zdi, da manjka to? Glejte, to je nekaj, kar dobesedno vsaka država počne. In mi zdaj seveda gledamo, kaj počnejo v Ameriki. Jaz gledam večkrat, kaj počnejo v Avstriji, kaj počnejo v Nemčiji, ker pač spremljam malo te nemško govoreče kanale. Mi pa tega nimamo zdaj. Zakaj tega ni? To seveda jaz ne moram odgovoriti. Morda pa vi kot novinarska hiša najdete odgovor. Potem drugi predmet? Drugi je ena knjiga, ki mi jo je podaril
en moj dober prijatelj, ki ga nažalost tudi ni več, to je Leon Petrač, ima naslov Misli. Ne? In takrat, ko mi je on to knjigo dal, od Pascala, ne, matematika, ne, mi je tudi povedal, ne, zakaj mi je to knjigo dal. Ne. Znači, v vsaki besedi, ne, se v sebi najprej poraja neka misel. Ne. In ta misel je osnova za vse, pa ne samo recimo tudi današnjega pogovora, ampak za vse v življenju. Ker ti misel rojeva besedo, beseda pa pogosto dejanja. Ne. In vse se začne v misli. In kako veliko moč ima misel, ne, opisuje avtor te knjige. Jaz sem 2-krat, 3-krat prebral, da sem sploh v globalu seveda razumel vse, kar je hotel povedati. In če bi bral še 4., bi najverjetneje prišel še do novih domet in spoznanj. In jaz priporočam vsem, ki želijo razmisliti, kaj v bistvu besede lahko pomenijo v pozitivnem smislu, lahko pa tudi koga prizadenejo. Ne? Kakšno moč imajo misli in je to v bistvu izvor vsega človeškega sporazumevanja. Ne? In tu se vse začne, nažalost se pa marsikje, tudi danes, ko imamo situacijo različnih vojn po svetu, vse se rojeva in začne v mislih. Zato mi je ta knjiga toliko draga. No in tretja stvar, ne, to pa je v bistvu to, kar trenutno bi rekel najbolj cenim in spoštujem, ne, to so moji vnuki, imam 2 vnuka, Aljošo in pa Arbelo, fantka in punčko, torej, ne, ko mi ta 2 napišeta, ne, Dedi, ti si najboljši na svetu, ne, in seveda fantek pa zraven tega napiše, rad te imam in bodi dober tako, kot si. Doslej, ne, in srčke zraven in vse le boš v mojem srčku in tako naprej in solo narišete take risbice. Ne. To pa verjetno pomeni več nekaj, kot vsaka nagrada. Ne? Kar pa je najlepša nagrada. Ne. Tako. No. Zdaj, že prej sva omenila to vašo znano oddajo Poglej za den. Jaz sem bila sicer še premajhna takrat, ko se je dejansko predvajala, ampak vsi smo vas nekako poznali. Videli smo, kdo je Stojan Aver. V Slovenijo ste pripeljali res zvezde svetovnega kova. Kako ste si sploh drznili, upali sanjati takšne sanje in potem tudi živeti, no? V eni mali Sloveniji? Kako ste se vsega skupaj lotili? Glej, vse je tukaj, ne? Vse se začne pri misli, ne? In vse sem tudi jaz začel tukaj. Ne? Torej, če si človek zastavi neki cilj, recimo, da gre mimo neke prodajalne, vidite mene čevlje, ki so mu všečne in so mu res všečne, postoril vse, da bo te čevlje nekoč, tudi če so ne vem kako dragi, tudi imel. Men, jaz sem prepričan, da se vse da, če je dovolj volje, energije in seveda potencialnih možnosti, da premakneš tudi neke stvari, ki jih najverjetneje marsikdo misli, da jih ne more, da jih ni zmožen. Pa je. Ne? In takrat smo seveda bili v neki taki situaciji, ko sem razmišljal, ne, kako pravzaprav na televiziji vplesti nekaj, da boš zanimiv za vse generacije. Torej, od najmlajših pa do najstarejših. Pa ne samo, da boš jih v bistvu imel v ekranu, ne, da jim boš nudil še neko dodatno noto, tako zvano dodano vrednost, oziroma da boš ne samo v tej zabavi, marsikdo reče poneumljal, ne, ampak da boš tudi izobraževal. Mi smo potem vpletli v to oddajo, jaz kot avtor, sem vpletel v to oddajo eno tako, bi rekel, mešanico vsega, kar so danes zametki teh velikih oddaj, od šov realističnih pa do, recimo temu, tudi kvizov. Tega takrat ni bilo. In jaz sem, recimo, ne vem, želel, ne, da vendarle damo neko dodano vrednost in smo skozi nagrade vsak teden avto. Ne, vsak teden avto smo delili. Ne. Iskali nek skriti zaklad po nekih odročnih krajih po Sloveniji, ki jih seveda večina Slovenk in Slovencev ni poznala. In mi smo prišli v tisti kraj, res, da smo tam podelili bogate nagrade, ampak mi smo tam predstavili vrednote, kulture, nekih zgodovinskih vidikov tistega kraja, turistične znamenitosti tistega kraja. Moje največje zadovoljstvo je bilo, ko so mi potem čez teden, čez 14 dni, čez mesec dni rekli, mi smo doživeli pravi boom
po tej oddaji, ker so ljudje potem masovno prišli pogledati katakombe, izvire, vrelce, karkoli že smo tam pokazali, ker tega enostavno prej niso poznali. Se pravi, da ni šlo samo za neko nagrajevanje ljudi, ampak je šlo tudi za poučevanje. In v tej oddaji smo imeli tudi eno časopisno hišo, tudi kvize, ki so bili zelo logistično usmerjeni, ker je bilo nekaj predtem že v časniku nakazano, seveda večina je bila pa potem v oddaji. No in mi smo neke miselne zgodbe z visokimi nagradami seveda že postavljali kot neke realistične osnove za neke malo bolj bogate kvize. Hkrati pa zametke nekih realističnih šovov, recimo jaz sem vsak teden v Sloveniji pokazal novega talenta. To, kar je danes že klasično po televiziji. Potem smo imeli pa zmagovalca meseca in zmagovalca leta. In jaz sem takrat videl, da se vsak teden prijavlja po 100, po 150, po 200 takšnih ljudi, ki so hoteli biti v oddaji. Takrat mi je bilo vse jasno, da iz tega lahko človek dela super oddajo. Ker ko sem končal na nacionalki in kasneje na Pop TV, sem to počel še na neki majhni komercialni televiziji, ki sem jo sam ustanovil 5 let, potem sem vse skupaj prodal. In tam so bili pa zametki teh idolov, moji oddaji se reklo Bodi idol, seveda smo tam dobili prve zvezde, ki so jih ljudje izbrali, Nuša Drašček, Peter Janiš, to so bili zmagovalci in ostali. In iz tega vidiš, danes je nek glamorozen šov, ne samo pri nas, ampak po vsej svetu. Zdaj sva zelo tako obširno opisala to oddajo. Koliko ljudi jo je ustvarjalo? Kakšna ekipa je stala za tistim potem produktom? V petek zvečer je bilo to, ne? Tak petek, ja. Petek. Koliko ljudi je garalo za tisti petek zvečer, ko ste... Najprej smo bili tako kot zdaj midva, v enem studiu, mehnem, in potem smo mi rasli. Moja želja je bila, da gremo med ljudi. Ker kasneje, ko smo šli iz kraja v kraj, vsak teden, to je bil kot cirkus, 2 kamiona sta prišla v nek kraj, to so ljudje živeli pol s tistim krajem, mi smo prišli, seveda so nas pričakali že z nekimi, rekel, častmi. Seveda, potem je to kar precej številčna ekipa bila, torej približno okrog 70 ljudi, ki so seveda živeli za to oddajo. In če dovolite, bi se seveda vrnil nazaj in to poistovetil s sedanjostjo. Ljudje, ki so takrat to počeli in ustvarjali, so danes tisti, ki delajo najzahtevnejše projekte televizijske na svetu. Konkretno, nihče ali pa marsikdo ne ve, da recimo finale Lige prvakov, ki jo gleda cel svet, dela slovenska televizijska produkcija. In to so ljudje, ki so začeli pri oddaji Poglej zadeni. Ste bili taka valilnica vseh možnih talentov. Da ne bom rekel, seveda grafike, Ledvol, to so danes ljudje, ki postavljajo največje sejme, konkretno zdaj prije Robbie Williams v Šladnik. Kaj mislite, kdo bo tam skrbel za video vole, za grafiko? Ja, Slovenci. In tisti, ki so bili pri oddaji Poglej zadeni. In če to ni največja hvala ali pa pohvala, in zato se jaz zdaj vračam, ker želim, da ti ljudje, zdaj, ko bomo to oddajo posneli, bo v Mariboru stal 12,5 metrov dolg reportažni avtomobil z vso najsodobnejšo tehniko, ki jo imajo samo največja mesta, kadar je res največji dogodek. Takšnega avta tam še ni bilo. Hočem nekaj reči, jaz sem ponosen na te ljudi, in še toliko bolj sem vesel, ker takšni ljudje pridejo vsi z veseljem, z neko nostalgijo, nihče pa ne razmišlja o nekih denarnih, finančnih nadomestilih, ker mi itak takrat nismo imeli denarja, pa ga do danes nimamo. Koliko te originalne ekipe pa se bo vrnilo konec novembra? Torej vsi, kar me zelo veseli, razen tistih, ki jih pač na mojem Facebook profilu vsak teden objavljam, ki jih ni več med nami. Ampak jaz se seveda z njimi še vedno pogovarjam. In ne samo od ekipe, tudi tisti, ki jih od nastopajočih ni, ker jih je kar nekaj vmes že odšlo. Bomo simbolično na naši sceni prižgali ene lučke gor, bom tudi povedal, to so pa ti ljudje, ki jih nažalost ni več, kako bi jih rad povabil, kako bi želel, da bi bili tudi
med občinstvom danes ali na odru, ampak so z nami v duhu. In to bodo njihove lučke. Se boste tako lepo spomnili na njih. Kaj pa lahko pričakujemo od tega šova? Napovedujete veliko, lahko razkrijeva že kakšna imena? Poglej, sej ni taka skrivnost. Ne. Zdaj nekaj smo jih že razkrili, ne. Na koncu koncev, ja, gre za imena, ki so takrat nastopala pri nas. Ne. Mi zdaj navabimo novih zvezd. Ne. Če bi jaz recimo danes delal oddajo, bi najverjetneje mi v Sloveniji že imeli Taylor Swift, pa vse ostale, ne, tudi kakšne BTS in tako naprej. Ne. Ampak ne vem, zakaj tega pač ti uredniki ne delajo takšnih oddaj. Bomo pa imeli nekatera imena, ki so bila takrat, ne, ki so se odzvala, ki so moje povabilo z veseljem sprejela, seveda vseh ne bomo mogli gostiti, ne. Namreč samo tujcev je bilo v oddaji več kot 200. Ne samo tistih, ki so bili na aktualnih lestvicah prvi, angleški, ameriški, ampak tudi tistih, ne, ki so bili recimo temu ikone 80-ih, 70-ih. Ne. Torej, vračali smo se tudi malo v zgodovino, seveda željo, da dobimo čim širši krog gledalcev, ne, ker če je bil recimo, ne vem, takrat recimo popularen komad, pesem This is the rhythm of the night, ne, ki je pela Korona, ne, z lestvic prva, ne, in še danes je. Ne. Seveda, nekomu, ki je bil pa takrat star 50-60 let, to pa nič ni pomenilo. Ne. Ampak ko smo podali zraven te iste osebe, Mango Jerryja, ki je pel In the summertime, when the weather is fine, pa je bilo tudi za njega nekaj. Ne. Za vse generacije. Tako, ne, in seveda tudi za te najmlajše, kot si sama rekla, ne, s temi medvedki so hodili na oddajo. Ne. In jaz se spomnim, ne, 3 dni pred tem, preden smo prišli v kak kraj, 2 dni pred tem, so se postavljali šotori pred dvorano. To sem zasledila v nekem intervjuju. Ja, čakali so svoje... Šotori pred dvorano so ljudje že tam čakali, da pridemo. Ne. Kdo pa je bil tisti, koga so najbolj srčno pričakali? Ma glej, sej nekaj. Ne. Takrat so bili v velikem, rekel, popularnem smislu ta imena, vse veš, E17, Boyzone, ne, Ronan Keating, recimo, ne, Take That, NSYNC, Justin Timberlake, Kelly Family, DJ Bobo in vsa ta imena, ki so večkrat prišla k nam, sej ne samo enkrat, nekateri. Ne. Jasno, ne, to je bilo tudi po celem svetu, oziroma še bolj pa tu v evropskem delu, ne, Backstreet Boys, recimo, ne, to so najstnice norele, kamorkoli so prišli. Ne. Jaz sem parkrat seveda se udeležil teh televizijskih šovov tudi zunaj Slovenije, ne, in to je bila takšna euforija, jaz težko to vam povem, ne, in to se danes dogaja v Aziji. Ta K-pop, ki je dol, ne, veste, ta počasi prihaja, je že prišel v Ameriko, zdaj prihaja tudi v Evropo. In ta, bi rekel, glasba, ne, je tista, ki bo seveda rušila mostove, po moji oceni zdaj v prihodnjih letih. Ker dol, kar se zdaj dol dogaja, to je nekaj nepojemljivega. Ne. En BTS, fantje, so danes vredni na trgu 15 milijard. In to, ko prideš v Azijo, ne, torej podjetja vlagajo v te najstniške idole, ker potem seveda z njimi, ne, lažje plasirajo te produkte in vsa ta podjetja dajo 5 do 10 več denarja ravno v to sfero, kar pa pri nas ne počno. Ne. Pri nas pač veš, en zvečer vleče harmoniko, imamo pol vmes oglase, ki niso vezani na produkt. Ne. Jaz sicer tudi to jemljem kot pač nekaj, kar je, ne, ampak ne razumem pa, bi rekel, te politike, ne, ker sej ni treba biti ne vem kako pameten dovolj, če pogledaš, kako zunaj to uspeva. Ne. In tudi jaz takrat nisem bil ne vem kako pameten, ampak ko sem gledal tuje televizijske šove, ne, v Italiji, v Avstriji, v Nemčiji, tudi v Ameriki, ne, to je bilo v bistvu za pogledati in potem si rekel, pa zakaj pa tega ni pri nas? Kako pa ste v tistih časih, to so bili vseeno analogni časi, prišli v kontakt s temi tako slavnimi izvajalci? Ja, takrat ni bilo telefona, pa interneta, nič ni bilo. Ne. Ja, no, sej to pa spet ena posebna zgodba. Ne. Hvala tudi mojim sodelavcem, ekipi, ki je bila z mano. Jaz sam še enkrat povem, tukaj imam Ičota, tukaj imam Milana, tukaj imam nekaj ljudi, ki vedno znova izkazujem to čast in seveda spoštovanje. Res pa je, da smo se mi takrat vozili po
po tej Evropi, po tej plošče. Mi smo z glasbo ukvarjali, sem takrat delal pred tem na Valu 202, smo imeli eno oddajo Popularnih 20, predstavljali vsak teden, kar je popularnega v Sloveniji. Ne. In tam smo seveda prišli do kontakta z takšnimi in drugačnimi ljudmi. Šli smo tudi na evente, se tam srečali z ljudmi. In, veš, potem, ko enkrat to začne, nam nikoli pozabi, recimo, ko smo imeli, ne vem, Tony Hadleya, recimo iz Spandau Ballet, ne, pa je bil pri meni 3 dni, ne, in ko smo tam šli malo gor na Weinstraße pri nas, torej na Vinsko cesto smo ga spoznali z našim odličnim vinom in pa se besedo da besedo, pa se jaz imam še tega, ne, pa tega poklical, ne, ali pa stacionaren telefon, kakorkoli, ne, in mu bom povedal, ne, kako fajn je pri vas, pa ne prideš on, ne. Beseda je dala besedo, ne. Ena zgodba me še posebej zanima. Tudi Michael Jackson je bil že nekako tudi v on je povojih, bil, da bi prišel. Kaj tudi se je on je zgodilo bil, takrat? to je bila moja največja želja, ne. Jaz sem rekel, če njega pripeljem, potem večjega imena itak ni bilo, ne. In še danes je to, po moje oceni, največja ikona v zgodovini pop glasbe. Ker ko je on prišel, kamorkoli smo mi bili, to je bil en tak poseben duh, ne. To je bilo eno posebno pričakovanje, ne. To ne vem, kdo bi lahko prišel, da bi en tak duh, kjerkoli se je pač on pojavil, bil v zraku. No in seveda njega dobiti je bilo praktično nemogoče, ker glej, če bi danes recimo gledal, kakšne denarje obrača recimo zasedba BTS, zato da grejo na televizijo, eno od azijskih televizij, nastop na televiziji je vreden 5 milijonov evrov. 5 milijonov evrov. Ampak zakaj? Zato, ker se ve, sponzorji bodo to dali, veš, zadaj je cela industrija, ne, itak najstniki to kupijo, karkoli že, in tako to je. No, takrat mi tega denarja za Michaela nismo imeli. Vendar je pa bil nek dogodek, ne, da je ta DJ Bobo, ki je bil pri nas, že rečem, skoraj hišen, ne, bil predskupina Michaelovi turneji po Evropi. In takrat smo mi prišli malo dižati ta kontakt, ne, bil je tak črnc, Luis, moje bilo ime, njegov menedžer, ki potem komaj poslušal, o čem mi govorimo, ne. In ker smo delali projekt za pediatrično kliniko, vsa sredstva, mi smo ogromno oddaj naredili za neke dobrodelne namene, ne. Ogromno krat smo vse to, kar smo zaslužili, dali pol v nek dobrodelni fond in ena izmed teh je bila ravno pediatrična klinika v Ljubljani, ki je seveda kar lep čas čakala, ne, da je bila zgrajena, ne, ampak zbirali smo ta denar za njo in takrat smo kar precej denarja zbrali, to moram povedati, ne. Ko smo predstavili ta projekt, da bi pa vendarle šlo za otroke, ne, je on potem prišel do tega, da bi prišel s svojim letalom, ne, ker mi v Mariboru nismo imeli takega hotela, da bi ga lahko tam sploh gostili. Nastanili. Ja, pa še danes nimamo. Ne. Prišel bi torej s svojim letalom, po oddaji bi odšel nazaj, ne, nič nas ne bi stalo. Ne. In to je bila gesta za otroke, pa nažalost tedanje vodstvo pač nekako to ni dovolilo, ker so bili pomisleki, češ, da je to pedofil in kaj se in kaj ne. Vendar, jaz sem takrat pač rekel, da pač teh odločitev ne razumem, ne, in mi smo potem na nek način prekinili to. Kako težko pa je sporočiti ja, sej, to je drugo Michaelu vprašanje. Jacksonu, To je drugo vprašanje, ne, ampak glej, to so slabi spomini, jaz pa zdaj govorim o lepih spominih, ne. Pa ta nevošljivost, veš, v Sloveniji je vedno bila in bo. Vsi, ki smo nekaj počeli, smo bili toliko bolj na udaru, ne, in ljudje, ki jih sploh nisi poznal, ne, so znali kaj slabega o tebi govoriti, pa še danes ne veš zakaj, ne. Pa saj mislim, da je danes približno enako, ne. Kako pa se je zaključila ta vaša zgodba s Poglejt zadeni? Nič, mi smo pol enostavno rekli, da je to zadnja oddaja, ne, nekako smo tudi sprejeli ta sklep, da potem se tega več ne bi šli. Nacionalna televizija je potem rekla, glej, Stojan, prišel je čas, ne, da še damo drugi možnost, ne. Pa so kar naenkrat moji plesalci začeli plesati v teh oddajah, ki jih je pa potem
televizija delala v studiu, ne. Pa ljudje, ki so delali pri meni, so kar naenkrat bili klicani, če pridejo še tja, pa tako, ampak jaz nič slabega, ne. Sem to sprejel. Sem pa vesel, da sem se iz tega umaknil, ne, ker če se ne bi, bi najverjetneje ta premica padla počasi dol navzdol. Moje drugo dejstvo pa je bilo, da se staraš s televizijo, ne. Je pa tudi najslabše, kaj lahko, ne. Ker poglej, koliko obraza je že, ne, 20-30 let skozi enih ta istih, ne. Jaz sem takrat rekel, glej, mi smo svoje naredili, zdaj pa res mora čas, da pride še kdo mlajši, ne. Saj tudi danes jaz mislim, ne, da so bolj sposobni voditelji od mene, ti ta novi, ne. Morda naša, bi rekel, znanja, izkušnje znajo koristiti recimo tudi pri kakšnemkoli dobrem na svetu, ne. Ampak tudi v svetu, če gledam recimo Tomaž Gočal, ki je bil moj prijatelj, ne, z CDF-a, ko se je vrnil zdaj na televizijo, po toliko letih, ne, je imel rekordno gledanost. Večjo kot pa takrat, ko je te oddaje počel. In jaz sem zelo vesel, da zdaj, ko sem najavil, da to bo, to je kar, ljudje me kar sprašujejo, kje bo to, kdaj bo to na televiziji, vsi bi prišli na oddajo. Logično, jaz si želim, da bi vsi to videli, ne, ki to želijo videti, ampak svež, to ni spet na meni. Mi si želimo, da bi ena od televizij seveda to predvajala, bi to posneli. Pogovori so, oziroma bodo najverjetneje stekli zdaj v prihodnjih dneh. Kakšna bo odločitev, je pa na urednikih, ne. Saj mi tu kaj dosti nimamo, je pa res, ne, da za razliko od vseh, bi rekel, takratnih časov, je pa zdaj še druga opcija, ki pa med mladimi še bolj priljubljena, to pa je ta telefon, pa internetni kanali, pa YouTube, pa ne vem kaj, ne. Tako da, če tudi bomo dali to gor, jaz verjamem, da bo gledanost odlično, ne. Gre pa to za enkratni dogodek? Ne, gre za 2 oddaji, ki sta zdaj v planu. Prvo oddajo bo sooblikovala moja hčer, in tudi drugi, ne, tudi Alan Kavčič in ostali. Namreč v tej prvi oddaji se mi zdi najbolj pomembno to, ker mnogi, tako kot ti, niti ne vedo ali se ne spomnijo, ne, kaj to sploh je bilo. Ja, obstajajo neki slabi posnetki na YouTubu, to je pa še največ. Mi bomo zdaj to pokazali. Originalne posnetke. Po toliko letih, ne. Hkrati pa bo v smislu tega, ne, tudi nekaj ključnih igralcev, ki so seveda bili pri tem projektu, da rečem, izredno pomembni, tudi nekateri gostje, kot nek dokumentarec v prvem delu te oddaje in v drugem delu ta red carpet, ne, ker najprej jih vidimo, kako so nekoč bili, zdaj jih pa vidimo 25 let kasneje, ko pridejo po tem rdečem tepihu, ki ga planiramo na sami oddaji. Mislim, da večjega medijskega dogodka, kar se Maribor, ne bom trdil za Slovenijo, ampak kar se Maribora tiče, zadnjih 30 let ni bilo. Pred dvorano bodo seveda osvetljene luči, rdeči tepih. To bo neko doživetje, ne, Noč zvezd, prihajajo številni, bi rekel, upam, da bodo vsi prišli, ne, ki jih smo že najavili, ne, morda kakšnega tudi ne bo. Z takšnih in drugačnih razlogov, ne, se veš, nikoli človek ne more vedeti, kaj se lahko zgodi do tistega dne, tudi kakšna bolezen ali karkoli. In meni osebno bo veliko čast, ne, to, da bom recimo, ko se bo oddaja začela, prišel na oder z dekleti, ki so bila takrat. Plesale bodo plesalke Plesne šole Kazina, ki jih so seveda vsak teden imel, ne, to so bile punce stare 18, 19, 20 let, danes so 25 let, torej grejo proti 50, ne, in te bodo spet plesale, ne, in a veš, kakšen bo to občutek, ne. Zdaj pa mi nekdo pove, kje, kdaj je to se še kdaj v Sloveniji zgodilo, ne. In to so občutki, veš, ko vidiš potem vse te ljudi, ki so bili takrat po toliko letih, ne, spet skupaj zbrane, ne. In mislim, da bo ta after party, ki bo tudi del te prve oddaje, ne, ravno te stvari pokazal, ne. Zdaj, kdo bo tam, jaz se veselim vsakega, še enkrat povem, jaz bi si želel, da bi vsi to videli, ne, ki si to želijo. Hvala vsem, ki pač nam sporočate, da si to želite.
če ne drugače, bomo pa to, tako kot si rekla, ponovili, ne, pa prišli recimo v Ljubljano, ker bi tudi sam želel, morda v Stožice, ne, da se pol zgodi res nek spektakel. Seveda z naborom nekaterih takrat znanih imen, ki pa so še danes aktualni in popularni. Super. Zaradi sebe moram vprašati, pridejo Power Dancers, vi ste jih nekako odkrili takrat. Tudi Powerke pridejo, ne. Pa recimo tudi seveda prvi vrsti Jan Plestenjak, ki je z nami rastel, ne. Pridejo tudi Kingstoni zmagovalci, recimo takratnih ravno teh talentov, ne, zvezdnega praha. Skupina Viktori, ne, ena od zmagovalcev, ne, dobila takrat rekordno število glasov in res so fantje bili, ne, izstopali so, ne, in so danes še odlični, ne. Pa recimo Dominik Kozarič, vsi ostali iz Hrvaške, tako kot sem rekel, ne, tudi Severina, ne. Pa Vana, ki je odlična meni, ne. Torej, zapela bo po toliko letih pesem Tek je 12 sati, ki jo seveda zaradi razpada zasedbe iti tudi ni prepevala, ne, v tem originalnem smislu, ne. In seveda, ne, meni nekateri drugi, bi rekel, izvajalci zelo ljubi, med njimi Parni Valjak, tudi pri njih se bomo spomnili Akija, ne, ki je večkrat bil pri meni, ne. Seveda, ne, iz teh bivših republik bomo povabili še koga in pa svoja tuja imena, ne. Zdaj, nekaj sem jih že razkril, nekaj še bom, ne. Ampak, če še enkrat ponovim, sej ne gre za to, da bomo mi zdaj tu odkrivali ne vem kaj. Gre za to, da obudimo malo te dobre stare čase, ki jih Slovenci smo imeli, in jaz si močno želim, ne, da bi jih se ne z mano, ampak da bi jih spet na televiziji kdo obujal, v smislu tega, da jih vendarle spoštujemo zvezde, ki so zvezde. Ne da iščemo vsak teden neke nove talente, pa ne da iščemo neke realistične šove, ampak mi imamo neke zvezde, ne. Jaz se spomnim, ko sem delal recimo, ne vem, v oddaji, tudi izbore za manekenke, pa za mis, ne. Jaz, ko sem recimo najavil, ne, da je Melania Knaus zmagovalka, ne, ali pa ona je bila celo prva spremljevalka, ne, in povabil v komisijo predstavnike modnih agencij iz Milana, Rima, Londona in Dunaja. Oni so takoj, ne, začeli pisati z njimi pogodbe. Prepoznali. In takrat je ta glamur nastajal. Ne. Sej, zakaj? Zato, ker so potem iz tega punce imele tudi neko korist. Ob tem, da je prva dobila avto. Seveda, danes, ne, mi sploh ne vemo, pa tako lepe ste Slovenke, ne, zakaj pač teh izborov nimamo več, ne. Zakaj to lepoto, ki je potem ena izmed njih vsekakor gre prezentirati, ne vzamemo s ponosom, ne. Jaz tega enostavno ne razumem in obžalujem. A zdaj, vodili boste vi dogodek, ne, me zanima, je kaj treme po vseh teh letih? To bo vseeno dogodek v živo, a to ostane v človeku? To ostane, še jaz imam toliko daj za sabo, da po drugi strani pa spet, sej moja teža ne bo ne vem kako velika, ne, jaz sem vedno bil za razliko od drugih voditeljev, ne, tisti, ki je dal večji poudarek na nastopajočih, ne, in sam sem bil zelo malo prezenten, ne, moji minutaži od 90 minut je moj del bil strašno majhen, ne. Ko gledam danes oddaje, ne, so voditelji bolj pomembni od nastopajočih, ne, in tu se meni zdi, ne vem, ne, vprašanje etike, ne. Boste pa združila moči s hčerko, bo tudi zaradi tega malo poseben dogodek? Ja, ne, seveda, ne, saj pravim, ona pripravlja to drugo oddajo, ne, ona je živela s to oddajo, odraščala z njo, ne, morda imela zaradi tega tudi kakšno težavo več, ne, ker je pač bila hčera znanega očeta. In bo prav zanimivo videti, kako bo ona zdaj to dramaturško, to zgodovino, ta presek, ta dokumentarni del z zgodovino, sedanjostjo in na koncu seveda z tem afterjem pripletla, ne. Prej ste omenili vnukinjo in vnuka, se zavedate, kako slavnega dedka imata? Ja, to morate njih vprašati, ne, ampak ja, ne. Bosta prisotna na dogodku? Ja, to bomo še videli, ne, se veš, oba sta še mala, ne, zdaj. Če boste zdržala cel večer. Jaz sem
najraje imel na odru vedno otroke, ne? Ampak smo imeli to srečo, da smo imeli vklop v televizijo in smo imeli skozi živo oddajo. Ne? Ob 8, ne? In pol smo hitro ob 8 jih dali gor, ne? Pol so pa otroci tam ob 8:30 že odšli, tako da ne? So s tistimi medvedki prišli in to je bilo tako lepo, ne? Tako lušno, tako cartik. Ne? In seveda, ne? Ko so nastopili pri meni na odru, je bilo pa posebno doživetje tudi zame. Nič, počasi sva prišla do konca najnega pogovora. Za konec pa jaz vedno pripravim 3 potencialne časopisne naslove, ki bi jih mogoče lahko brali v mojem gostu, pa pokomentiramo potem, če je to možno. Tako malo pogledamo v prihodnost, kot jo jaz vidim. Prvi naslov je takle. Stojan Avrš se vrača na televizijo z znano oddajo. Je možno, da bi se s tem konceptom, če vas kakšna slovenska televizija povabi, vrnili? Vse ni skrivnost, ne. O tem ne odločam prvič jaz, ne, ampak odloča v bistvu urednik. Jaz konkretno bi bil vesel, če bi sedanji uredniki prepoznali neko dodano vrednost, ne, ki jo pač mi imamo z nekimi izkušnjami, znanjem in pa seveda vsebino, ki ne sme biti plehka, ne, ampak mora biti z neko dodano vrednostjo. In drugič, ne, gledalci, ne. Zdaj, če je najbolj gledana oddaja Kmetija, jaz ne vem, če sodim še na televizijo, ne. Morda pa, ne vem. Pa so vas kdaj vmes vabili, vsaj prosili za kakšen nasvet? Ne, sej pravim, ne, sej tudi, a veš, ko vidiš v časopisu, ne, oglas, ne, da iščejo scenariste za novoletni program, ne, se človek včasih ne ve, a se kjer heca, ali ker se na koncu se ve, kdo na televiziji je sposoben kaj narediti, ne, zdaj, da pa iščeš to, ne vem, med široko publiko, ne, je pa, ne vem, vse meni je to malo čudno, ne. Nikoli pa seveda, da bi te kdo direktno povabil, ne, to pa ne. Ok. Potem dava pod mogoče ta naslov. Drugi naslov je teh vaših voda, se še nisva danes dotaknila. Politični uspeh Stojana Averja izvoljen je bil za župana. Koliko ste vpleteni? Nikoli jaz nisem bil župan. Ne bi kandidirali? Ne, nikoli. Ne bi si želeli? Bom odkrit, ne, enkrat sem kandidiral. Od tega zdaj, mislim, da 14 let, točno 14 let. Ljudje so izbrali Franca Kaglerja. Jaz sem to sprejel, ne, sem rekel, če pa imate njega rajš, pa prosim, ne. Tako da s politiko nikoli več, ne, me tudi ne zanima. Bil sem dober s vsemi, ne, levimi in desnimi. Moja, bi rekel, majhna lista je bila lista za pravičen razvoj mestnih četrti Maribora in krajevnih skupnosti, ne. Mi se nismo pogovarjali o temah, a veš, ki grejo v politiko, ne, ampak smo se pogovarjali, kje bomo cesto poflikali prej, kje pa kasneje. Ampak tudi, ne, to po mojem niti ni politika. Meni ni vseeno za mesto Maribor, zdi se mi, da je tam ogromno potencialov, pa jih enostavno nihče ne prepozna. Če pa me vprašaš, a še nikoli več. Ne, ste zaključili to poglavje, v redu. No, potem pa še zadnji naslov, tega sva se tudi prej malo dotaknila. Stojan Avrš z uspehom kariere posnel intervju z Melanijo Trump. Nekje sem zasledila, da imate celo neke neobjavljene posnetke Melanije, da so vas prosili svetovni... Melanija je bila v oddaji Pogled z idej. Mi smo imeli tudi te, preko rubrika noter, ena izmed njih je bila model, ne, ker smo pač skupaj z časopisno hišo Delo. Jaz še enkrat povem vsa čast gospe Bernardi Jeklin, ne, ker je ona bila tista, veš, ko je zadaj stala. Jaz nikoli ne bom pozabil, sem prišel k njej tako strog pogled z očali, ne, ampak ona je takrat prepoznala v meni nekaj, ne, da je uverjela v to, ja, in potem smo mi skupaj šli v to zgodbo s tem glamurjem. In jaz sem videl, ne, da je v bistvu ta motor vsega, ne, kar se tega glamurja tiče in te lepote, bila strašno pomembna prav gospa Bernarda. In seveda se mi takrat izkazoval, bi rekel, vso čast in je še danes, ampak iz te, bi rekel, sinergije televizije in časnika, ne, je nastajal super produkt in potem smo skupaj prišli do nekih novih, bi rekel, spoznanj, ne, kako dvigniti
ta nivo, se tudi takrat so se vsi delali norca, da ne bo to narobe razumel, češ, kaj zdaj tu neke punce hodijo po nekih odrih z nekimi kopalkami in to. Ampak mi smo to potem naredili en glamur. Ko sem jaz stal za mano 12 najlepših, ne, veš, je z mašlico, eleganten, ne, strogo resni, ne, a veš, publika taka, vsi zrihtani, ne, to je bil nek glamur, ne. In ko sem rekel, zmagovalka je ta, ne, to je, veš, čez dan, naslednji dan je ona postala zvezda. In Melania je že takrat revala to, mi smo z njo naredili ogromno posnetkov, smo jo snemali na terenu, seveda te posnetke imamo še danes. In v času, ko je Donald Trump kandidiral prvič za predsednika, so dve televizije ameriški, prišli najprej do nacionalke, potem pa do mene, če in te posnetke, a veš, kako ona tam v kopalkah, kako hodi po odru, pa to predam. Ponujali so zelo visok honorar oziroma denar. In kako to, da ste zadovoljni? Jaz sem takrat slutal, ne, da če bi to bil Fox, bi rekel, ok, ne, ji bodo s tem naredili nek dodatni element. Ker so pa to bile televizije, ki so že takrat seveda udrihale po njej, pa po njenem soprogu, sem pa rekel, raje ne, ker bi s tem bolj škodil kot koristili. In ni me premalo denar, ne, pa mislim, da sem prav naredil. Zanimiva zgodba. Nič, torej na intervju čakamo, mogoče kdaj doživimo. Nikomor še ni uspelo priti, odkar je prišla na funkcijo, oziroma takrat do intervjuja z njo, mogoče pa vam kdaj uspe. Ma ne, jaz Marjani spoštujem, ona je bila vedno, veš, zelo odločna ženska, ona je bila vedno taka karizmatična, ne, točno je vedela, kaj hoče, kaj želi, kako dosegati te svoje cilje, ne. In to, veš, to se čuti pri ljudeh. Ne. Jaz sem jih kar nekaj imel v življenju takšnih, ki so seveda potem uspeli na teh področjih. Ne. Vidim že naprej, tudi če bi danes imel televizijsko oddajo, ne, videti treba, kaj ljudje prvič želijo, ne, in B, kaj v bistvu trenutna tehnika ponuja. Ne, mi imamo zdaj generacijo Z, ko sem jaz končal na televiziji, tam konec 90-ih, so se začele te revolucije na internetu. Ne. Ta generacija, dan stara 20, 22, maksimalno 25 let, to so otroci, ki so že začeli živeli z telefoni. Seveda, ko jaz gledam moje vnuke, ta dva niti podrazno ne gledata zvečer ob 8 neke televizijske oddaje, ker en vleče eno harmonko, pol se pa dva pogovarjata ene pol ure, pa spet en zapoje neki, pa tam eni 3 liki se malo norčujejo, en je gasilc, drugi je, ne vem, nek obrtnik ali kakorkoli. To mladih ne privlači. Treba je videti, ne, da so trenutno ne, te pretočne vsebine. Ne. Takrat smo interaktivno zdelali s tem, da so nas poklicali v oddajo, nam dali seveda vedeti, da lahko sodelujejo z bogatimi nagradami in s tem smo jih dodatno pritegnili. Danes je v bistvu moto vsega, ne, da ti pritegneš mlade z pretočnimi vsebinami preko telefona. Se pravi, da komunicira medij z njimi. In komor bo to uspelo, oziroma tisti, ki bo to pogruntal, ne, bo to generacijo, ki danes še nima kupne moči, pridobil za naprej. Če ne, je televizija obsojena na propad. Ker ti starejši ljudje še te harmonike zvečer gledajo, ne, potem pa ne vem, kaj bo. Kaj reč narobe z harmoniko? Da se narobe ne bomo narobe razumeli. Ampak seveda, ne, zdi se mi, ne, da se je ta čas ustavil pri nekaterih, bi rekel, ne, da ne razumejo tega, da je treba iti s časom naprej in pritegniti spet širši nabor gledalcev, ne pa samo neke svoje ozke ciljne publike. No, upam, da boste svojo vrnitvijo pritegnili čim širši krog ljudi in da vaš projekt uspe. Najlepša hvala, da ste se odzvali, da ste delili vse te zanimive zgodbe. Verjamem, da jih imate še veliko. Ogromno. Upam, da se še kdaj vidiva in res vse dobro vam želim. Hvala lepa, jaz bi vas seveda povabil, ne, da boste prisotni, ker zanimivo bo to, kar ne bo o čem videno, rekel, širši množici ljudi. Ne. Najbolj zanimive stvari se bodo dogajale v zakulisju,
a veš, na teh afterjih, rdeča preproga. Ne. Jaz še enkrat povem, da v Ameriki so to bolj gledane oddaje, kot pa sama podelitev Oskarjev. Ne. Ampak sej to je ravno tisto, kar jaz ne razumem, da pri nas ne počnemo, ne, ker to so potem stvari, ki jih ljudje radi gledajo. Ne. Ja, morda pa se kdo prebudi. Vsekakor bomo spremljali, o tem poročali. Želim vam vse dobro. Hvala. Hvala vam, da ste bili z nami. To je bil Showcast. Se vidimo prihodnjič.